Alenka Veber, najprej mi povejte, kako želite, da vas predstavim. Torej, Alenka Veber, direktorica Zavoda Richterjeva domačija. Tisto direktorico lahko spustiva, to bolj končno zveni. Iz zavoda? Ja, Richterca sem. Richterca? Richterca. To je najbolj. To pomeni Richterca, da moram vse rihtati in to rihtam že 50 let. Domače ime, hišno. Ja, Richterjeva domačija, tako. Mi, torej Babnopoljci, pa tudi drugi občani Loške doline, nedvomno sodelujemo, pa tudi sobivamo poleg medvedov, sobivamo tudi z gorani ali pa s prebivalci Gorskega Kotarja in s kolegom Markom Smoletom, ki je duša Palčeve šiše, smo naredili enodnevni izlet, naprimer, ali pa samo lahko gre kakšen izletnik tudi samo do Palčeve šiše. Šiša, to pomeni hiša. Imamo tudi Ižakovce, Iža je v Prekmurju, hiža tudi pravijo. Kaj pa je v bistvu največja povezava med Richterjevo hišo pa med Palčevo šišo? Torej, največja povezava je verjetno ljubezen tako Markotova kot moja do starih hiš. Ampak, če pa pogledava malo geografijo, Babnopolje še vedno sodi v Gorski Kotar. Ja, tole utegne biti za mnoge pravi izlet presenečen. Že na 20-minutni poti skozi hrvaški del Kotarja se mi je čudno zdelo, zakaj se ves čas dogovarjamo o ljubljanščini, pa mi je mama Marka Smoleta, Davorka, pojasnila, da je dejanska domačinka samo ona, ki pa je tudi desetletja živela v Ljubljani. Palčeva šiša je posebna že potem, da ni zgolj etnografska zbirka, ampak v njej lastniki dejansko živijo. To je bila pred 2. stoletjem hiša bogatega vinskega trgovca, ki je že s kletjo pokazal, da misli resno. Tule imamo skoraj metrske zidove, kar verjetno v današnjem času zaradi hladu pride prav, ampak tole še poseben prostor za 15.000 litrov vina za veletrgovca z vinom. Ja, tako je. S tem, da v bistvu zanimivo je še to, da je pač ta veletrgovina vina laufala, se pravi, tekla samo tistih 20 prvih let, zaradi tega, ker potem so se začele trtne bolezni in pač vsi ti dobavitelji že iz 1876. leta imamo pri nas pisma ohranjena, kjer pišejo pač ti vinogradniki, da enostavno ne bodo mogli dobaviti toliko vina, kot so ga hoteli, zaradi tega, ker pač ni modre galice, ni tega, ni unga, ampak dejansko so se ta trtna uš in trtne bolezni takrat toliko razširile, tako da recimo v tem času se tudi strašno veliko iz Dalmacije se je odselili ljudi v Ameriko, recimo to Hrvatje bolj vejo, pri nas je pa tudi v 80. letih, da je potem 21 let sploh ni bilo vina, da potem so začeli piti žganje, oziroma še prej so začeli pa po tem polju saditi hmelj in so vsi te, ki so imeli gostilne, so kuhali domače pivo. Prekleta uš. Sama osnovna zgradba, gabariti so nekako povezani, ne glede na to, ali gre za bogato ali za revnejšo hišo, in imeli so menda celo prvo talno gretje, prav poseben. Ja, to talno gretje, to je tako, bi rekel, v narekovajih, ali pa tudi res, zaradi tega, ker pač vedno podbivalni del v kmečkih hišah je bil lesen, zato da je bilo bolj prijetno noter živeti, se pravi, ni bil kamnit. Po drugi strani pa spodaj pod tem lesenim bivalnim delom je bilo pa vedno štala, tako, se pravi, to je bilo tisto talno gretje, se pravi, živali, ki so bile v štali čez zimo, so potem ogrevale gorno nadstropje, pa še to moramo reči, da so imeli tudi strešno izolacijo, zaradi tega, ker so imeli na podstrehi pa vse polno sedna čez zimo. Že položaj sredi vasi je tedaj nekaj pomenil. Tule vse povem z današnjo lokacijo. Cerkev, šiša, gostilna. Vse tik ob cesti. Menda so celo tako grajene te vaše starinske hiše, da veš, iz katere strani si prišel, z Hrvaške do hiše ali prek Slovenije do hiše. Ja, pri nas je v bistvu ta zgodba arhitekture je tudi zanimiva. Se pravi, tudi nek trgovec, ki se je naredil neko hišo, je hotel s to hišo nekaj povedati. In naša družina oziroma moji trgovski predniki so bili vezani na 2 glavna trga. Eno je bilo Lož, se pravi na Kranjski, drugo so bile Brod Moravice tle v Gorskem Kotarju. In zdaj vsak od teh trgov ima drugačno arhitekturo. Lož ima te bogatejše hiše, so bile pač take neoklasicistične,
se pravi z dolgimi fasadami, z sredinskim vhodom. V Brod-Moravicah je bilo pa drugače. V Brod-Moravicah so pa dejansko hiše imele zelo značilne, sta dva vhoda iz zatrepne fasade v kleti. Tako da je zanimivo, da je naša hiša točno tako obrnjena, da ko priješ iz Brod-Moraviške strani, ko so prišli trgovci na Plesce, so rekli, to je pa ena taka zanimiva, to je pa veliko bogatejša hiša, kot jo imamo pri nas, ampak v bistvu taka, kot je pri nas, ker so videli ta dva velika oziroma monumentalna vhoda v... Počutili so se doma, ne? Kleti, tako. Ne glede na to, kdo je prišel. No, ko so prišli pa iz loža, so pa videli, to je pa taka hiša, kot so pri nas v ložu, zato ker so videli to glavno vzdolžno fasado. No in neverjetno se mi zdi ves čas, bolj ko se skušam odmakniti od politike, bolj lezem vanjo. Samo visoka politika pravi, da sta to dve sosednji prijateljski pocukrani državi, vemo pa, da se gledamo kot pes in mačka. Samo tule je pa res simbioza neverjetna, nihče pravzaprav se ne ženira, na kateri strani meje je. No, ampak še mogoče, če to povežemo z arhitekturo, naši portali so bili narejeni v eni vasi, to so Male Drage od Brod-Moraviče naprej, to smo pred leti raziskovali, odkje so prišli ti portali. Se pravi, delali so jih hrvaški mojstri, medtem ko pa narejeni so pa v obliki, kakršna je na Cerkniškem koncu. Kar pomeni, da v bistvu so se morali potruditi oziroma prenašanje znanja in v bistvu ni bilo nič, bi rekel to, nihče jih ni po stran gledal, če so naredili po nekih drugih vzorih, ki jih je zahteval v koncu naročnik, se pravi trgovec, ki je to naročil. Mama Davorka, medtem ko se Marko mudi v Ljubljani, včasih tudi sama sprejme kakega obiskovalca. Če bi tole snemal BBC, ne, bi bili vi domorodkinja, ne. Domorodkinja, recimo. Ja. To vas je najbolj presenetil, ki je prišel, recimo, pa je slišal, da je tule nekaj za pogledat? Najbolj me je presenetil ta človek iz Avstralije, ki je imel na obeh rokah tetovirano celo pot od svojega starega očeta, celo pot od tukaj, pa potem od Čabro je bil, potem se je preselil tam v eno vas, potem v Slavonijo, potem iz Slavonije v Avstralijo in ta njegov vnuk, on si je dal to vse tetovirati. In veste, kakšna tetovaža, jaz kaj tazga še videla nisem. To je umetnost. Življenjski potopis na eni roki. Na obeh rokah. Tako, da ne maram teh tetovaž, ampak to sem prav občudovala. Sin Marko pa je zares pravi kustos Palčeve šiše v Plešcah, pravi etnološki zaklad teh krajev, ki mu zgodb nikoli ne zmanjka. Tale je tista obvezna vsaj za otroke iz digitalne generacije. Ja, digitalna generacija je zanimiva, zaradi tega, ker se mi zdi, da pa mora narediti nek preskok, da pride v realno življenje, posebej v neke preteklosti pred 200 leti. Tisto, kar jih pa pritegne, sploh vse generacije, so pa zgodbe. In jaz moram reči, da pri nas dejansko vsak predmet in vsak kamen in vsak prostor ima svojo zgodbo, od raznih duhov, ki so občasno strašili, pa ki jih imamo tam enega še vedno za otroke zaprtega v eni veliki steklenici. In potem rečem jaz, seveda, da greste lahko, kje pa je, da se nekaj tam uni flaši. No, in potem ta najstarejši reče unima dvema, a ste videli, da je res duh? Ampak zdaj je pač začepljen z... Ja, to je pa oče dal, zato ker so otroci začeli tako malo sumiti, a je lahko odprtem ali ne more biti. Odprtem, zaprt. Priznam, najbolj sem bil presenečen nad obsežnostjo ogleda ostalih 3 nadstropij hiše, z arhaično opremljenimi starinsko trgovino, salonom, kuhinjo, spalnicami. Kam sta se tedaj skrila ata in mama, mi še danes ni jasno. No, ko sva z Markom obdelala vsa stopnišča, je pa pokazal prek dvorišča, na skoraj enako velik skedenj, ki seveda tudi sodi k ponudbi Palčeve šiše, še posebej gornje nadstropje skednja, kjer so običajno dodatne prireditve z multimedijskimi predavanji, folkloro, petjem in podobnim. In ko so me stopnice in vročina že pošteno zdelali, je Marko povabil še na etno kulinariko k občasni sodelavki šiše Cvetki, na slovensko, a osilniško stran. Tu, kar vidiš te namize, je na Duavajni.
na Duavajni je krasna jed, ko se peče ali pa skuha obodvoje za Veliko noč. Pri nas rečemo Velike noči vzen. In ta jed ne sme manjkati na nobene mize, na nobene hiše. In tole je v bistvu ena v črevu, pa ni klobasa. Točno tako. Je pa strašno okusna, ne? Zdaj zaprobati. Sem jo probal. No, tako ja. Narejena pa je iz suhega mesa, pa s kruha, pa s čebule, pa malo popra po želji noter, ne? Pa mislite se tole da, tu, ki je v gostilni, tudi dobita sam pri vas doma? Gostilnje bolj malo te okoli. Ne znajo? Verjetno bi znali, ali kuharje te mladi, ne vem, če bi znali tega narediti. Pa računati ne znajo? Ja, tu pa ne vem. Se tu bo zrezano, ne? Ja, to. Majda, vi ste pa tako ponosni na te kraje, odkudar ste doma, da pišete celo pesmi, ali kako? Ja, tako je. Jaz sem Mejda po Osivenčku. Mejda? Mejda se rečete, ja. Sem doma z Pojza, z Osivence. Po upokojitvi sem se preselila v domači kraj, te ohranjam narečno govorico, rado govorim v domačem jeziku, tako zdaj. Včasih napišem tudi kako pesnico v domačem jeziku, ali pa kar pride. V glavnem, tu je moje narečje, te sem doma in te sem rada doma. V Osivence je moj dom. Sem pa porajtal, da zelo knjižno reče pokojnina. To ste pa ja, tukaj se je v Ljubljani zaslužil. Ja. Pokojnina, kako pa rečemo te penzije, penzija je tu. Ja, penzija. Zdaj nam preostane samo še ocena večkratnih obiskovalcev Šiše. So namreč od blizu in no ja, od daleč. Darko, vi ste pa edini tujec tule, ne? No, razen mene. Sva že dva. Kako je že tvoj jezik? Je pa šedrščina. Šedrščina? Ja. In se lahko tule tudi šedrščino vse zmeniš na eni in drugi strani meje? Glavno me že tudi le okoli se zastopijo. Jaz nek zastopim, oni pa mene. To je važno. To je važno. Pa še eno gostjo iz tujine imamo. Aus Berlin gekommen, Stefanie. Wie schmeckt es dir hier? Mir schmeckt wunderbar, die ganzen Spezialitäten. Und ich habe hier meine Kindheitstage verbracht bei meiner Tante. Und ich bin glücklich, dass ich wieder mal, sagen wir mal, eine Einladung bekam. Und wir haben gestern gefeiert und ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Ampak, če se zdaj le poveva, so se samo malo pohecala, ne? Ste precej iz teh krajev doma. Ne, moj oče je bil iz te hiše. Prav iz te hiše? Prav iz te hiše, vrednost, tista hiša je bila, ta hiša je z novom, ampak na tem mesti. In ravno včeraj smo gledali slike, koliko ljudi je v eni taki mali hišici stanovalo. Ne more se človek zamisliti. Šedržan in domača Berlinčanka, ki je vmes priznala, da ji še vedno dišijo domače dobrote in otroštvo pri teti, da je bila navdušena nad Cvetkinim vabilom in da je to čudovit košček planeta. Še naš gostitelj Marko Smole se je na hitro iz ljubljanske srajce prelevil v govorca narečij. Prejšnji teden smo imeli pri nas etnološko raziskovalno delavnico. Zadnji večer je bil pripovedni večer, letos ne bo toliko pripovedal, je bo več pesmi, ali glavne akterke, igralke so bile pa Cvetka in Majda, tako da jaz sem jim hvaležen za to. Naši gledališčnici. Tako, ja. No, za te stvari boste pa morali imeti nekaj sreče, ali pa nekaj več načrtovanja za obisk Palčave Šiše v kraju Plešce, ki res ni samo za plešce.